Rakete se porabljajo hitreje, kot jih lahko nadomestijo. Zavezništva v Evropi se začenjajo krhati, napetosti v Južnem Pacifiku naraščajo. Amerika izgleda mogočna, vendar njen vpliv presega njene zmožnosti. Ne gre za nenaden zlom, to se ne zgodi tako. Dogaja se počasneje, bolj prikrito. Mesec za mesecem se stvari prenehajo držati skupaj. Dokler ena odločitev, samo ena, ne povzroči, da se vse ostalo sesuje. In obstaja 6 konfliktov, ki to sprožijo. Amerika uradno ne imenuje Tajvana za državo. Namesto tega ima zakon, sprejet leta 1979, zakon, ki pravi, da bo Amerika oborožila Tajvan. Zakon, ki nikoli ne pravi, da bo Amerika tudi dejansko šla v boj. To je strateška dovoljnost, diplomatski govor, oziroma ne povedati, kaj bi dejansko naredili. Delovalo je več kot 4 desetletja, ker tega nihče ni preizkusil. Zdaj se to spreminja. Ob koncu leta 2025 je Kitajska izvedla obsežne skupne vaje, ki so simulirale blokade in natančne napade okoli Tajvana. Ameriško poveljstvo je večkrat opozorilo, da vaje postajajo vse bolj nerazločljive od dejanskih operativnih razporeditev. Mornariške ladje so vadile obkolitev. Desantne sile so vadile operacije pritiska na obalo. Poudarek ni bil na spektaklu, šlo je za časovno usklajenost. Kitajske ladje obalne straže zdaj vsak dan krožijo okoli otoka Kinmen. Ta je oddaljen manj kot 2 milji od kitajske celine. To ni simbolni pritisk, to je vaja. Peking izvaja načrt, najprej odreže zunanje otoke pred glavnim napadom. A glavni napad morda nikoli ne bo prišel v obliki, ki jo kdo pričakuje. Washington je 10 let se pripravljal na scenarij dneva D v tajvanski ožini. Amfibijski izkrcanja, raketni napadi, jasno dejanje vojne. Takšna poteza, ki zahteva odziv. Peking je v teh letih gradil nekaj tišjega. Od leta 2023 Tajvan poroča o ponavljajočih se motnjah podmorske komunikacijske infrastrukture. Več vlad, vključno z ZDA in Združenim kraljestvom, je opozorilo, da so ti podvodni kabli kritična ranljivost v sodobnem konfliktu. Otočje Matsu je za več tednov izgubilo internetno povezavo. Posli so zastali. Plačila so se ustavila, komunikacija je razpadla. Pogosto spregledamo, kako zelo je sodobno vojaško usklajevanje odvisno od iste civilne infrastrukture. Satelitska redundanca obstaja, vendar podmorski kabli še vedno prenašajo večino varnega podatkovnega prometa, vključno s finančnimi poravnalnimi sistemi, povezanimi z obrambnimi zmogljivostmi. V začetku leta 2025 je ladja povezana s Kitajsko obstala neposredno nad kablom severno od Tajpeja, ko je ta počil. Februarja je ladja pod zastavo Toga spustila sidro v območju, kjer sidranje ni dovoljeno, ob obali Tajnana. Sidro je vlekla po morskem dnu, dokler ni počil še en kabel. Tajvanske oblasti so spremljale skoraj 52 domnevnih plovil iz sive flote, ki so delovala v bližini tajvanskih kablov. Zastave se selijo med državami, transponderji ugasnejo. In januarja 2026 je kitajski vojaški dron prvič v zgodovini kršil tajvanski teritorialni zračni prostor. Iz Washingtona ni bilo nobene izjave, nobenih sankcij in Peking je opazil tišino. Kitajska zdaj uvaja karantene. Ne gre za blokado, to je vojaško dejanje. Karanteno izvajajo cariniki. In strateški premik tukaj je subtilen, a ključen. Stopnjevanje predstavi kot birokracijo in ne kot vojskovanje. To je pomembno, ker so mednarodni odzivni mehanizmi zasnovani za vojaške pragove, ne pa za upravne. Peking napoveduje okrepljena pravila inšpekcijskega nadzora za ladje, ki pristajajo na Tajvanu. Za ves tovor je treba kitajskim oblastem vnaprej predložiti deklaracije. Pripadniki kitajske obalne straže se lahko prosto ukrcajo na ladje. Ladje, ki to zavrnejo, pošljejo nazaj. Ni izstrelkov in ni razglasitve. Samo veliko trenja povsod hkrati. Težava za Washington ni v tem, da ne more odgovoriti na blokado, temveč v tem, da mu Peking ne bo dal blokade, na katero bi lahko odgovoril. In tukaj postane grdo. Tajvan proizvede več kot 60% svetovnih polprevodnikov in več kot 90% najnaprednejših čipov, večinoma prek podjetja TSMC. Ti čipi so vgrajeni v vse, od avionike F-35 do sistemov za vodenje izstrelkov in infrastrukture v oblaku. Pomemben del naprednih ameriških orožnih sistemov je odvisen od dobavnih verig, ki potekajo prek Tajvana. Sistemi naslednje generacije, na katere Amerika stavi, hipersonično orožje, ciljanje s pomočjo umetne inteligence, lovci naslednje generacije, so vsi odvisni od te dobavne verige. To ni zgolj gospodarska odvisnost, je tudi vojaška. In časovni okvir ni nič bolj jasen. Dolga leta so se vojaški analitiki bali invazije leta 2027 ob 100 obletnici ljudske osvobodilne vojske.
To je dalo načrtovanju neko strukturo, zdaj pa se od tega odstopa. Ameriške obveščevalne službe zdaj pravijo, da ni določenega datuma invazije. To se sliši dobro, a ni. Na določen rok se je mogoče pripraviti. Zdaj se morajo načrtovalci spraševati, ali je letos tisto leto. Zavezniki se že prilagajajo. Japonska je javno izjavila, da bi bil napad na Tajvan vprašanje življenja ali smrti za njen lasten obstoj. Filipini so razširili ameriški dostop do svojih baz. Seul pa je bolj previden. Ameriški obrambni uradniki priznavajo, da je Seulova glavna skrb še vedno Severna Koreja, ne Tajvan. V trenutku, ko se na Tajvanu začnejo spopadi, Kim Jong-un odpre drugo fronto ob korejski meji. Vsak načrtovalec to ve. Prava napetost ni pravna, gre za čas. Zakon o odnosih s Tajvanom je bil napisan za svet, kjer je stopnjevanje trajalo tedne. Danes se lahko stopnjevanje zgodi v nekaj urah. Torej, tukaj je vprašanje, na katerega Amerika še ni odgovorila. Če Peking ukrepa, ali pravni okvir vzdrži, ali pa se odločitev sprejme v realnem času, pod pritiskom, z nepopolnimi informacijami in globalnimi posledicami. Kaj pa, če ta poteza nikoli ne pride? Kaj pa, če ne gre za eno samo invazijo, ampak za tisoče majhnih dejanj? Prekinitev kablov, vdori dronov, gospodarske omejitve, administrativne ovire, vsaka posebej premajhna, da bi sprožila vojno, vse skupaj pa počasi odvzemajo Tajvanu sposobnost delovanja. To je zdaj resnični scenarij. Peking ne potrebuje zmage v vojni, v kateri bi se Amerika morda borila. Mora ustvariti takšno vojno, da jo Amerika težko prepozna. Ukrajina ni več vojna, v kateri Amerika zmaguje. To je vojna, ki jo Amerika skuša obvladovati. Cilj nikoli ni bila popolna zmaga, temveč zajezitev. Oslabljena Rusija, preživela Ukrajina. Načrt ni izginil, preprosto ni več tisti, ki usmerja politiko. V začetku leta 2026 so se pogovori o prekinitvi ognja ponovno pojavili na več kanalih. Evropske države so raziskovale varnostna jamstva. Uradniki v Parizu, Londonu in Washingtonu so vsi zasebno priznali, da je zamrznjen konflikt zdaj najbolj verjeten izid. Stališče Rusije se ni spremenilo. Moskva ne bo dovolila sil NATO na ukrajinskih tleh. Najprej želijo dogovor o ozemljih. Pogajanja so šele na drugem mestu. Cena te vojne ni denar, temveč industrijska. Amerika je v Ukrajino poslala 300.000 topniških granat. Poročila o nabavi Pentagona kažejo, da se proizvodnja povečuje, vendar še vedno zaostaja za stopnjo porabe v času vojne. Vojska želi do sredine leta 2026 doseči 100.000 granat na mesec. To se sliši impresivno, dokler ne izveš, da lahko Ukrajina toliko izstreli v 2 tednih. Prestrezniki, ki jih uporablja Ukrajina, so potrebni tudi drugje. Tajvan, Južna Koreja, Zaliv, Evropa. Proizvodna linija Patriot podjetja Lockheed Martin v Camdenu v Arkansas je ena ključnih ozkih grl. Direktorji so javno izjavili, da povečanje proizvodnje traja leta, ne mesece. Vsaka baterija Patriot poslana v Ukrajino letos je baterija Patriot, ki ne stoji na Guamu. Dobavna veriga ne loči med bojišči, preprosto se izprazni. To pripelje Evropo in Pacifik v isto krizo, zato EU namenja več denarja. Evropa se ponovno oborožuje. Poljska med članicami NATO vodi po obrambnih izdatkih glede na delež BDP. Nemčija je namenila 100 milijard za obrambo in infrastrukturo. Združeno kraljestvo in Francija širita svoje zmogljivosti. Na papirju to izgleda dobro, a to je le papir. V resnici gre za tekmovanje. Vsi črpajo iz istega omejenega bazena. In Peking spremlja iste številke. Ukrajina ni samo vprašanje ozemlja, gre tudi za sporočanje. Kaj nasprotniki naučijo dolgotrajna, draga in negotova zaveza? Kaj pomeni pogajalska rešitev pod pritiskom glede meja? In medtem ko je Washington še vedno poskušal doseči dogovor o Ukrajini, je bil na Bližnjem vzhodu že zaneten ogenj. Februarja 2026 sta Amerika in Izrael v 12 urah izvedli skoraj 900 napadov. Misija se je imenovala Epona Bes. Ubila je vrhovnega voditelja Alija Hameneja. Ubila je več 10 najvišjih iranskih uradnikov. Ubila je tudi približno 170 civilistov. Raketa je zadela dekliško šolo poleg mornariške baze v Manabu. Cena maščevanja je bila del, na katerega nihče ni bil pripravljen. Iran je zaprl Hormuško ožino. Približno 20% svetovne nafte, ki se prevaža po morju, gre skozi to ožino. To je bil največji udarec za oskrbo od leta 1973. Potrošniki po vsem svetu so občutili vpliv na bencinskih črpalkah in blagajnah v trgovinah z živili. Iran je še povečal povračilne ukrepe. Droni so napadli civilne cilje po vsem zalivu, v Saudski Arabiji, Bahrajnu, Katarju. To pa je ponovno pritegnilo posredniške milice v dogajanje.
Od leta 2023 so Hutije močno oslabila intenzivna ameriška bombardiranja. Njihove tovarne raket so bile uničene, njihovi voditelji ubiti. Pentagon je poročal, da jim je začelo zmanjkovati delov. 48 ur po operaciji Jepona so se vrnili v Rdeče morje in napadali tankerje z droni, kakršnih še nihče ni videl. Iranskega dizajna, sestavljeni iz komercialnih komponent, pretihotapljenih skozi Oman, droni, katerih izdelava stane približno $2000, so bili sestreljeni s prestreznimi raketami, ki stanejo $2 milijona. Ladjarske družbe so bile prisiljene preusmeriti poti okoli Rta dobrega upanja, zaradi česar so se cene prevoza vrnile na pandemične višave. To razmerje se iz dneva v dan kopiči. Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad sta oba opozorila, da lahko dolgotrajne motnje v tem koridorju povzročijo svetovno inflacijo. Spopad med Hezbolahom in Izraelom se je močno zaostril. Več kot 2000 ljudi je bilo ubitih. Hezbolah je izstreljeval rakete z položajev, za katere je ameriška obveščevalna služba ocenila, da so prazni. Lekcija za Washington je bila kruta. Iranska posredniška skupina ni statična tarča. To je mreža, ki se obnavlja, dokler jo Teheran še vedno financira. Iran lahko ponovno vzpostavi posredniško skupino za ceno nekaj tovornjakov. Amerika pa ne more ponovno vzpostaviti tovarne za prestreznike v manj kot 7 letih. Vsako vozlišče deluje deloma neodvisno. Vsako lahko sproži stopnjevanje. Nobeno od njih ne zahteva, da Iran izvede prvi neposredni napad. Višji obrambni uradniki so priznali, da trenutni operativni tempo vpliva na pripravljenost za druga območja, vključno z Indo-Pacifikom. In to še preden se sploh odpre vprašanje jedrskega orožja. Iranska raven obogatitve so se v zadnjih letih približale pragovom za orožno kakovost. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je večkrat poročala o zmanjšanem nadzoru nad iranskimi jedrskimi dejavnostmi po uvedbi omejitev spremljanja. Kaj se zgodi, ko Iran preseže ta prag? Kajti v trenutku, ko se to zgodi, regija ne ostane nespremenjena. Saudova Arabija je že izjavila, da si bo prizadevala za jedrsko oborožitev. 18 mesecev. Turčija ima tehnično osnovo. Egipt ima motivacijo. Strokovnjaki za neširjenje jedrskega orožja opozarjajo, da bi jedrski Iran lahko sprožil najhitrejši val razvoja jedrskega orožja po hladni vojni in možnosti ZDA. Možnosti se zmanjšajo v trenutku, ko se to zgodi. Vojaški poseg postane bolj tvegan, diplomatski vpliv oslabi, regionalna stabilnost se poruši. Torej, vprašanje glede Irana ni, ali lahko ZDA napadejo Iran. Vprašanje je, kaj se zgodi potem. Kako izgleda odgračanje v regiji, kjer je stopnjevanje decentralizirano in je jedrski prag zabrisan. In še pomembneje, kakšna je cena vztrajanja tam, medtem ko je vse ostalo še vedno aktivno. To ni nujno ločen problem, vendar je multiplikator, ki izčrpava iste vire. In potem je tu še eno mesto, kjer nobeno teh varoval ni prisoten. Ni posrednikov, ni možnosti za zanikanje vpletenosti in ni zamika med incidentom in zaostritvijo. Južno-Kitajsko morje. Skoraj tretjina svetovne trgovine poteka skozi te vode. Pošiljke energije, polprevodniki, industrijsko blago, vse, kar je povezano s sodobnimi proizvodnimi verigami, gre na neki točki skozi to območje. Kitajska je več kot desetletje preoblikovala zemljevid. Umetni otoki, vzletno-pristajalne steze, raketni sistemi. Gre za ustvarjanje stalne prisotnosti. Takih incidentov za las je vse več. Marca 2026 se je kitajska fregata hitro približala filipinski ladji v bližini otoka Tito. Filipinski kapitan je moral sunkovito zaviti, da bi se izognil trčenju. 2 dni prej je kitajska korveta usmerila svoj radar za vodenje ognja na filipinsko fregato. Januarja je Peking zagradil Scarborough Shoal in si lastil območje, ki ga mednarodno pravo priznava kot filipinske vode. Srečanja so vse pogostejša in lahko postanejo nasilna. Avgusta 2025 sta kitajska vojaška ladja in ladja kitajske obalne straže poskušali zaleteti filipinsko plovilo. Namesto tega sta se kitajski ladji zaleteli druga v drugo. Vsaj 3 mornarji so umrli. Tako blizu je prišlo do konflikta na teh vodah. In srečanja, za katera svet ne izve, so tista, ki se dogajajo vsak teden. Filipinska plovila so bila izpostavljena vodnim topovom, ki so bili dovolj močni, da so poškodovali opremo. Vietnamska in indonezijska plovila poročajo o ponavljajočem se nadlegovanju. Kitajske ladje obalne straže zdaj delujejo kot podaljšana roka izvajanja politike. Pekingu ni treba zmagati v pomorski bitki. Narediti mora to, da morate za ribolov, vrtanje, patruljiranje in trgovanje v lastnih vodah najprej zaprositi za dovoljenje.
Vsak teden, ko to deluje, se črta na zemljevidu premakne. Nadzor ne izhaja iz enega samega spopada, ampak iz spreminjanja tega, kar se sčasoma šteje za normalno vedenje. Iniciativa CSIS Asia Maritime Transparency je izvedla več simulacij vojne glede Tajvana in širjenja regionalnih konfliktov. Scenariji se spreminjajo, vendar se konec ne. Skoraj v vsaki simulaciji Amerika v prvem tednu porabi celotno zalogo svojih protladijskih raket dolgega dosega. Ekipa CSIS je skovala izraz za to, kar se zgodi potem – prazne zaloge. Ni več raket, ki bi jih lahko izstrelili na kitajske ladje, dokler tovarna ne nadoknadi zaostanka. V različici igre z blokado pade oskrba Tajvana z elektriko na 35% običajne v 20 tednih. Več kot 100 trgovskih ladij poslanih za oskrbo otoka je potopljenih. V invazijski različici je 90% zavezniških letal uničenih, še preden sploh vzletijo. To niso najslabši možni scenariji. To so povprečni izidi, to so zmage. Torej, vprašanje tukaj ni samo stopnjevanje, ampak vzdržnost. Filipinski mornar je ubit zaradi kitajskega izstrelka. Kaj Washington v resnici pošlje? Od kod in po kakšni ceni? Kitajske ni treba prisiliti v to izbiro, samo neizogibno jo mora narediti. In to je še vedno fronta, kjer naj bi se streljanje zgodilo na morju. Naslednja pa prinese boj domov. Seul leži v enem najbolj stisnjenih strateških okolij na svetu. Približno 26 milijonov ljudi živi znotraj dosega severnokorejskega topništva. A Pjongjang razmišlja na veliko, ker Severna Koreja ni več le regionalni problem odvračanja. Ukrajina je spremenila vse. Severna Koreja je poglobila sodelovanje z Rusijo na načine, ki neposredno pospešujejo njen orožarski program. Ameriške in južnokorejske obveščevalne ocene so večkrat potrdile prenose artilerije, raketnih sistemov in tehnične pomoči med Rusijo in Severno Korejo. Tisoče severnokorejskih vojakov je bilo poslanih v boj v Kursk, približno 1000 jih je bilo ubitih. V zameno je Severna Koreja dobila tisto, kar je dejansko želela. Satelitska tehnologija, dostop do ruskega znanja o zračni obrambi, vendar imajo zdaj nekaj, kar je bolj dragoceno od denarja – bojne izkušnje. Severnokorejski vojaki so pridobili pomembne veščine, bojevanje z droni, elektronsko bojevanje, usklajeno obstreljevanje, veščine, ki jih 20 let vaj na DMZ niso nikoli naučile. Kimova vojska ni več le stražarska enota, to je sila z bojnimi veterani in ruskimi učitelji, tudi oprema se izboljšuje. Rakete, ki so jih včasih testirali leta, lahko zdaj izpopolnjujejo s pomočjo zunanjih povratnih informacij. Sistemi na trdno gorivo so ključna sprememba. Za razliko od raket na tekoče gorivo, lahko rakete na trdno gorivo izstrelijo hitro in z minimalnim časom priprave. To skrajša čas opozorila za nasprotnike iz ur na minute. Nedavni severnokorejski preizkusi motorjev na trdno gorivo nakazujejo nadaljnji napredek proti hitrejšim medcelinskim izstrelitvenim sistemom. In doseg ni več težava. Pjongjang ima 5-letni načrt za jedrsko triado. Med njimi je prva jedrsko gnana podmornica. Ta je že v gradnji. Samo po dosegu je najnovejši Hwasong-20 sposoben zadeti celotne Združene države Amerike. Ne gre za verjetnost uporabe, gre za zagotovljeno sposobnost. In sposobnost spremeni odvračanje, ne glede na to, ali se uporabi ali ne. Kibernetska dimenzija je prav tako pomembna. Severna Koreja bančnega sistema ne potrebuje več. Februarja 2025 je severnokorejska hekerska skupina, imenovana Lazarus Group, izvedla največjo krajo kriptovalut, kar jih je bilo kdaj zabeleženih. V enem samem popoldnevu so iz menjalnice Bybit izpraznili 1,5 milijarde dolarjev. Denar je bil opran prek mešalnikov in slamnatih denarnic. Organizacije Združenih narodov ocenjujejo, da je Severna Koreja od leta 2017 ukradla več kot 6 milijard dolarjev v kriptovalutah. To niso drobižki. To je proračun za nacionalni orožarski program, ki je bil v celoti financiran zunaj dolarnega sistema. Zunaj vseh sankcijskih orodij, ki jih ima Washington. To je ključno, ker zaobide tradicionalna orodja pritiska in financira naslednjo raketo. Zato zaostrovanje pritiskov na Pjongjang okoli leta 2022 ni bilo več prava politika. Najslabši možni scenarij v naslednjih 24 mesecih ni izstrelitev. Je predstava. Običajen preizkus medcelinske balistične rakete, ki pristane blizu Havajev. Lahko zaupanje ostane stabilno ob dejanskih zmogljivostih dolgega dosega. Seul to že javno razglaša. Ankete kažejo, da približno 70% Južnokorejcev podpira lastno jedrsko orožje. Tokio ponovno predeluje plutoni. Sistem brez jedrskega orožja razpade na 2 mestih hkrati. In medtem, ko Zahod zre v najglasnejše fronte, najtišja fronta spodkopava tla pod vsakim orožjem v arzenalu.
Afrika, natančneje afriške kovine. Vsak električni avto, vsak F-35, vsak dron, vse to deluje na kovinah, ki prihajajo iz rudnikov, do katerih Amerika nima več pravega dostopa. Afrika ima danes 1,4 milijarde ljudi, do leta 2050 pa naj bi jih imela 2,5 milijarde. To je celina, ki jo vleče v kitajsko vodeni gospodarski sistem. Medtem pa Washington še vedno misli, da so programi pomoči in državni obiski dovolj za načrt. Med letoma 2022 in 2024 je Mali izgnal francoske vojake. Enako je storila tudi Burkina Faso. Američani so v Agadezu, v Nigru, upravljali večmilijonsko bazo za drone. To je bila najpomembnejša protiteroristična točka v Sahelu. Hudiča, leta 2024, so jih izgnali. 3-krat so v 3 letih izgnali zahodne sile. Medtem ko Zahod odhaja, Moskva prihaja. Wagner je uradno zapustil Mali sredi leta 2025, skoraj leto po zasedi v Tinzavatenu. To je bila njihova najhujša izguba na celini. Toda Wagner v resnici ni odšel. Spremenil je ime. Afriški korpus je zdaj pod neposrednim nadzorom ruskega obrambnega ministrstva. Isti ljudje, isti terenski poveljniki in nov našitek deluje v Maliju, Srednjeafriški republiki, Libiji, Burkini Faso, Nigru in Sudanu. Novinarji, ki so raziskovali, so odkrili 6 tajnih zaporov, ki jih vodi Wagner po celotnem Maliju. Stotine civilistov so zadrževali in mučili, nekateri so izginili. Kitajska strategija je bolj prikrita in dolgoročnejša. Prek podjetij, kot je kitajska molibdenova družba, in državnega financiranja infrastrukture si je Peking zagotovil prevladujoče položaje v dobavnih verigah ključnih mineralov. En rudnik Tenke Fungurume v Dresto Kongo proizvede 3% svetovnega bakra in 5% njegovega kobalta. To sta 2 kovini, zaradi katerih delujejo motorji F-35 in baterije električnih vozil. Peking prav tako nadzoruje postopek rafiniranja za 19 od 20 ključnih mineralov po vsem svetu. Tudi ko afriška vlada podpiše rudarski dogovor z Ameriko, kot je to storila DRK decembra 2025, mora ruda še vedno iti v kitajsko rafinerijo, da postane uporabna. Dogovor o rudarjenju med Kitajsko in DRK iz marca 2026 je to vez še dodatno okrepil. 7 milijard dolarjev kitajskega denarja za infrastrukturo v zameno za 1,2% licenčnino. Nobena zahodna ponudba se temu ni približala. Januarja 2025 je Kitajska skupaj z Rusijo, Iranom in Južno Afriko izvedla skupno pomorsko vajo pri rtu dobrega upanja. Ker so Hutiji in vojna z Iranom zaprli Rdeče morje, je rt zdaj edina prava pot med Azijo in Evropo. In Kitajska je pravkar izvedla vajo o tem, kdo ga nadzoruje. Medtem se je ameriško udejstvovanje zmanjšalo. AFRICOM še vedno obstaja kot poveljniška struktura pod Pentagonom, vendar se je njegov operativni vpliv zmanjšal v več regijah po zaprtju baz in umikih v Sahelu. Nacionalna varnostna strategija za leto 2026 pravi, da bi morala Amerika, citiram, ostati previdna zaradi ponovnega porasta terorističnih dejavnosti v Afriki. Podružnice Al-Kaide in Islamske države v Sahelu rastejo hitreje kot katerakoli džihadistična skupina na svetu. Tako izgleda regija, ki jo izgubljamo. In države, ki jih je Washington nekoč imenoval svoje oporne točke, že iščejo drugje. Kenija je leta 2025 podpisala pomemben okvir sodelovanja s Kitajsko v okviru globalne varnostne pobude. To je ista država, ki je 2 desetletji gostila ameriške protiteroristične operacije. Kenijski uradniki zdaj odkrito govorijo o Pekingu kot o partnerju, ki dejansko pride z denarjem. Ko je namestnik načelnika kenijskih oboroženih sil novembra 2025 odšel v Peking, se je ameriško veleposlaništvo v Nairobiju za potovanje izvedelo iz kitajskih državnih medijev. Tanzanija je podpisala novo pogodbo, ki kitajskemu državnemu podjetju omogoča upravljanje njihovega pristanišča, ki leži neposredno na ladijskih poteh Indijskega oceana, pristanišča, za katerega je ameriška mornarica nekoč dobila zagotovilo, da bo ostalo civilno. Etiopija zdaj kupuje kitajske nadzorne sisteme. Senegal, ki so ga ZDA nekoč imenovali za vzornega demokratičnega partnerja, ima novega predsednika, ki je svojo kampanjo gradil na izgonu zahodnih rudarskih podjetij. Njegovo prvo tuje potovanje je bilo v Moskvo. Vsaka poteza je posamično povratna, skupaj pa niso. Koridor Lobito je ena svetla točka, na katero Washington opozarja. Železniška proga, ki jo podpirajo ZDA, iz zambijske bakrene regije skozi Angolo do Atlantika. Na papirju razgija kitajski monopol nad afriškimi potmi za baker. V praksi pa koridor poteka skozi 3 države in je odvisen od politične stabilnosti Angole, kar pa nikoli ni bilo zagotovljeno.
In tudi ko baker prispe v Angolo kot del lobita, ga še vedno naložijo na ladjo, ki pluje do kitajske rafinerije. Afrika ni ločeno bojišče, ampak je ozadje, ki določa odpornost na vseh drugih frontah. Ker minerali omogočajo proizvodnjo orožja, dobavne verige omogočajo odvračanje, gospodarska usklajenost pa omogoča strateško svobodo. Če se ti viri spremenijo, se vse ostalo zaostri. Ko je vseh 6 front združenih, to ni naključje, pritisk se poveča. Toda Amerika ima zaveznike. Ima denar. 900 milijard dolarjev velik obrambni proračun, ki je večji kot naslednjih 10 vojsk skupaj. Kar Ameriki manjka, je moč. Pravi boj leta 2026 se ne odvija na enem prizorišču. Je v razkoraku med zavezami in zmogljivostjo, med obljubami in proizvodnjo, med prisotnostjo in razpoložljivostjo. Kitajska ne potrebuje, da bi Tajvan padel letos. Rusija ne potrebuje, da bi Ukrajina propadla. Iran ne potrebuje preboja že jutri. Severna Koreja ne potrebuje, da bi streljala. In Afrika ne potrebuje, da bi se javno opredelila. Potrebujejo le čas. In čas razkriva omejitve. Vsak načrtovalec v Washingtonu to že zasebno razume. Predpostavka, vgrajena v vsak načrt, je enaka, da ostale krize ostanejo hladne, medtem ko je njihova aktivna. 5 predpostavk, zloženih ena na drugo. Vsaka zase je razumna, skupaj pa nemogoče. Torej, pravo vprašanje ni, kateri konflikt zmaga, ampak kateri konflikt pride, medtem ko so ostali še nerešeni. Ker je to edina različica prihodnosti, kjer je sistem preizkušen v celoti, ne zaporedno, ampak hkrati. In ko se to zgodi, izida ne bodo določali vnaprej napisani strateški dokumenti. O njem bo odločalo to, kar je ostalo na zalogi, kar je ostalo v proizvodnji in kar je ostalo v rezervi. Vse ostalo je že rezervirano. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, prosim razmislite o naročilu in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na Mapeku.